Dragi naši ustvarjalci, evo, Siniša je spet nekaj privlekel. In tokrat retro pisarniški stol, hudega dizajna, ki se mu pa vidi, da je veliko kriti na njemu sedeli in da je dal kar nekaj sestankov skozi. No, mi ga bomo danes renovirali, pretapicirali in ga prebarvali in mu dali drugo šanso. Pri takih zadevah je vedno potrebno prvo odviti vse vijake in celotno zadevo demontirati, preden bomo šli vsako posamično komponento renovirati. No, pri teh famoznih 3 šraufih na vsaki strani stola, ki mu dajo ta tipičen dizajn, sem ubral tehniko, da v bistvu vsak šrauf prvo malo, tako da bi ga hotel razjahati, pa ga potem odviti samo zato, ker je noter v lesu ena taka matica, ki je zažrta v les, in če se tisto začne v prazno vrteti, pol je pa hudič. No, in zdaj pa pride tisti del, ki rad para živčke samo zato, ker je zamuden, in to je namreč pipanje klamf teh starih ven, da bomo v bistvu prevleko sploh lahko slekli. Naj vam povem, v tistih časih res niso šparali z njimi. Ko mi je ratal slečiti ta prvo, je na vrsti še druga. Tukaj res ni hitrejšega načina kot to, da z nekim tankim izvijačem počas in z občutkom pipamo ven in pazimo, da ne delamo proti sebi, ampak stran od sebe, da preprečimo morebitne poškodbe. In končno so vse klamfe zunaj in prvo jih bom posesal zaradi zverinic, ker so v bistvu lahko zelo nevarne, če pridejo pod tačke ali še hujše v gobček. No, pa da gremo kar k naslednjemu svinjskemu opravilu, in to je brušenje. Za brušenje si za takele manjše kose lesa rad vzamem kar brusno gobico, ker ima noter peno in v bistvu malo znivelira, če imamo nekaj zaobljenega oziroma ravnega, da to potem res lepo in enakomerno z relativno malo truda zbrusim. Ko so leseni deli zbrušeni, pa je na vrsti brušenje ogrodja. Tukaj lahko sam rečem, ne rabimo se zdaj ne vem kak matrati, se pa splača investirati v dober brusni papir, ki omogoča fleksibilnost samega papirja in potem tudi to, da res dobro pridemo v vse tiste kotičke in špranje, ker boljše, ko bomo pobrusili, lepše se bo barva prijela. Na koncu pa tudi ne smemo pozabiti, da je vse skupaj treba še s kakim razredčilom oziroma alkoholom očistiti. Tapetniško peno bom zaradi dobre ohranjenosti obdržal, jo bom pa na starinski način kot Oma dobro izprašil. Potem pa se tudi lotim barvanja, piksna se seveda dobro pretrese, prvi špric se vedno spusti v prazno in potem se lahko lotim na tak način, da enakomerno, ne preblizu ogrodja barvam in potem malo tudi počakam, da se posuši in potem lahko ponovno barvam. Nekje 2 nanosa sta čisto dovolj za takšno vrsto opravila. Za lakiranje naslonjala sem tudi si izbral kar najbolj enostavno varianto in to je lak v piksni. Mogel sem pa to delati noter zaradi vremena in sledilo je čiščenje delavnice že ničkoli kič. Vmes seveda ne pozabim očistiti oziroma namočiti same nogice in gumijaste dele in končno se lahko lotim tapiciranja z novim retro materialom. Tukaj je potrebno prvo oba 2 dela, ker sta malo različna in sta malo krojena v konus, razparati, da bom potem jih lahko enakomerno in pravilno ukrojil, in tudi to je eno opravilo, ki nekako nima hitrejše opcije. Ko sem si vse natančno ukrojil,
si seveda zdaj pripravim šivalni stroj. Tukaj je fajn kvaliteten svirn, štepe na kratke šive, ker je to material, ki ga je treba dobro skupaj zašiti, dobra igla, debelejša, na fliki probam samo kvaliteto šiva in potem se lahko lotim. Zdaj spodnji in zgornji del je fajn, da si ga pribuckam zaradi tega, ker je, kot sem rekel, en del malo večji in da bom potem točno dobil tisto sredino in da mi same prevleke že tudi zaradi samega dizajna ne bo vleklo v šrek. Odločim se tudi, da bom zadevo dvakrat poštepal zaradi obremenjenosti tega materiala, no potem pa je treba še na teh v bistvu v teh okroglih delih to malo nacvikati, da se bo potem, ko bomo to okoli obrnili, ta lep rob lepše naredil. Pri natikanju novih prevlek si pomagam s parnim likalnikom, ker je para tista, ki bodisi raztegne ali pa skrči material in mi je na takšen način samo delo olajšano, ker je pač to tapiciranje nekoliko, ne bom rekel zahteven proces, ampak zahteva nekaj mišic in nekaj napenjanja, da potem res vse stoji tako, kot mora. No in ko mi je končno uspelo vse prevleke lepo spraviti gor na osnovo, sem se odločil, da si pomagam s primežom in da privlečem ven ta pravo električno klamfrco, ker bomo zabili veliko klamf. Naj omenim tudi, kakšna mi je šla mimo, pa je bilo treba jo ven spipati, pa na nov zaklamfati, pol je bilo treba celoten material lepo na noter obrniti, skratka kopiral sem tisti prvotni način, tako kot je prej bilo narejeno na stolu. Ugotovil sem tudi, da mi manjka kak centimeter blaga in da je včasih fajn malo večje odrezati, šola za naprej, ampak na koncu je seveda sam rezultat uspel. Siniša pa, ja, sem potreboval kako čik pauzo. Ja, pol je pa prišlo delanje lukenj, ne, in tukaj je bilo kot tudi slepa kura zrno najde. Pomagal sem si staro prevleko in starimi luknjami, da sem sploh lahko malo to pozicioniral, da se mi je zdelo, kje to narediti. Delal sem to z šraufencigerjem, z izvijačem in na koncu poskusno probal vse skupaj sestaviti, sem ugotovil, da te luknje niso dovolj dobro narejene in sem si pomagal s svojim spajkalnikom, torej z vročino, da jih je res dobro vžgalo in sam rezultat, ja, je bil tisti, ki sem si ga želel. Naj še izpostavim, da pri zategovanju vijakov na novo prebarvano osnovo sem uporabil tudi kako coto, samo zato, da ne bi v bistvu obrajsal oziroma poškodoval na frišno prelakiranega okovja. No takole, dragi moji, po vsem razstavljanju, brušenju, čiščenju, paranju, krojenju, šivanju, tapiciranju je naš stol končno gotov. Evo, lejte, še moje zverinice so vesele, ker bodo končno prišle do sprehoda. Sama renovacija mi je vzela nekje 2 dni, seveda z ostalimi obveznostmi. Se pa res splača tele retro stvari renovirati zaradi same kvalitete komponent. Tudi dizajni so res večni, legendarni in predvsem hudi. Z izdelkom in samo renovacijo sem zelo zadovoljen. Bi lahko bilo tudi kaj boljšega, ampak pri teh zadevah vam svetujem, ne biti preveč perfekcionistični, bodite zadovoljni s svojim znanjem in sposobnostmi in predvsem, da ko sedite na stolu, da sedite dobro.